Nastopil pa je trenutek, da razglasimo, kdo je v kategoriji neposredno vezani na lokalne kadre osvojil naziv pomemben zaposlovalec v panogi. Maestro, saksofon, prosim. Nam je dal vetra. Zmagovalec je podjetje Comtrade. Spoznajmo ga. Podjetje Comtrade je pot do poslovnih uspehov pričelo leta 1990, a pod imenom Hermes Softlab. Leta 2008 so prešli v last skupine Comtrade, ki je vodilna v svetu na področju backup in recovery rešitev. Med njihovimi strankami so velika blue chip podjetja, prisotnost družbe Comtrade v Sloveniji se je po prevzemu družbe Hermes Softlab z leti močno okrepila. Poslovanje programa Solutions, ki je osredotočeno na razvoj programske opreme, je bilo uspešno reorganizirano v 4 poslovne vertikale, pri čemer sta bili 2 prodani mednarodnim kupcem, 2 pa sta ostali. Prva izmed preostalih vertikal, Comtrade 360, je globalno podjetje in se osredotoča na zaščito podatkov, poslovanje v oblaku, kibernetsko varnost ter umetno inteligenco. Druga, Comtrade Gaming, je vodilni svetovni ponudnik programske opreme za tehnologijo spletnih iger na srečo, katere cilj je zagotavljati odprte igralne platforme in profesionalne storitve tako v spletnem kot tudi v fizičnem igralnem sektorju. Podjetje Comtrade programske rešitve je v letu 2020 doseglo skoraj 47 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, čisti poslovni izid pa je znašal 8,5 milijona evrov. Družba je imela v preteklem letu 406 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega je v letu 2020 presegala 63.600 evrov, medtem ko je trenutna bonitetna ocena B1++. Komisija se je odločila, da nagrado FDI Award v kategoriji Pomemben zaposlovalec v panogi podeli podjetju Comtrade programske rešitve, saj je največje IT podjetje v Sloveniji, ki ne razvija zgolj svojega poslovanja, ampak vpliva na razvoj celotnega trga in industrije. Družba pogosto sodeluje z velikimi mednarodnimi podjetji, s čimer skupaj z zaposlenimi širi svoja obzorja in pridobiva dragocene izkušnje za uspeh v mednarodnem delovnem okolju. Zahvaljujem se agenciji Spirit za nagrado in priznanje, ki je še ena dodatna potrditev, da dobro delamo s kadri in bomo tako nadaljevali še naprej. Ja, v Sloveniji ste največji zaposlovalec na področju IT-ja. Kaj menite, kaj vas dela tako atraktivnega zaposlovalca? Kaj je tisto? Mi že od vsega začetka, firma obstaja čez 30 let, se trudimo zadržati zaposlene, jim omogočiti, da kariero razvijajo pri nas, da ne rabijo službe menjati, kar je dokaj pogost pojav v IT industriji. Če hočeš napredovati, najdeš novo službo in jih je ogromno služb. Skratka, smo razvili nek lasten sistem napredovanj razvoja kadrov in še vedno je večina ljudi, ki pri nas dela, je Comtrade njihova prva služba, vključno z mano. Ja, ampak zelo mlada delovna sila, zelo mlade generacije med zaposlenimi. Tako, ja. Mi zelo pogosto zaposlimo strokovnjake direkt, ko končajo univerzo. Ampak če ti ostanejo zdaj z leti, se naša nekak poprečna starost malo dviguje, ne? Ampak še vedno je dovolj podmladka. Najina generacija bi zdaj že spadala med legende. Ja. Ampak jaz mislim, vsi moji kolegi, ki so že toliko časa v firmi, so še vsi zelo agilni in kot zgled vlečejo in pomagajo. To sem zelo vesel in zelo ponosen, da se trudijo vzgajati in izobraževati te mlajše generacije. No, na to ste res zelo ponosni v podjetju. Ja, in poleg tega, to je ena od pomembnih lastnosti naših, ki pomaga tudi, da ljudje ne odhajajo. Imamo veliko
strokovnjakov. Jaz mislim, da je vsak strokovnjak na svojem področju, ampak dejstvo, da smo nekako sposobni skupaj delati, smo si različni. V IT industriji večinoma delamo na večjih projektih, kjer je ekipa pomembna. To nas dela recimo dobre in celo boljše od konkurence. Zaradi tega smo mogoče tudi bolj prilagodljivi. Imamo zelo različne stranke. Od Hewlett Packard je neka ogromna mednarodna firma z zelo dobrim standardom, tehnološkim. Na drugi strani imamo Ministrstvo za finance v Ugandi, za katere moramo nadzor igralništva postaviti. Zelo različne stranke, ampak smo zaradi nekako prilagodljivosti dobri, ker zelo tehnično kompleksne projekte izvajamo. Vse vaša dejavnost je specifična tudi v tem lokacijskem smislu. Niste tako vezani na posamezne kraje, tudi zaposlujete, delujete globalno. Je to lahko tudi bolj trajnosten način? Mi še vedno imamo največ zaposlenih v Sloveniji in najprej smo širili ekipo po področjih bivše Jugoslavije. Bili smo prvi, ki smo po Daytonskem sporazumu odprli firmo v Sarajevu. Zdaj imamo pač podjetja tudi v preostalih delih naše bivše domovine, ampak igralništvo imamo podjetje v Manili, kjer dokler nismo odprli podjetja, tam so naši zaposleni morali pogosto z avionom leteti in so se malo utrudili. In tu smo precej zmanjšali število letov, odkar imamo podjetje tam. Smo se pa naučili delati, moraš se, vsi ostali smo se morali, odkar je se pojavil COVID oziroma lockdowni povezani s tem, da znamo funkcionirati na distanco. Ja, zagotovo je to ena od prednosti, tudi pri vašem področju. Tako, ko se je pač bilo treba umakniti domov, smo mi zelo pripravljeni bili. Mislim, da naše stranke niso čutile nobenih težav. Zdaj po malo daljšem času pa vidimo, da vse enako efikasno ne poteka, če si ločen. Zato vabimo ljudi nazaj, da lahko bolj kompleksne teme se tudi premaknejo. Kako po vašem mnenju višanje cen energentov vpliva na IT sektor in ali menite, da bodo IT rešitve v prihodnje pomagale k stabilnejšim trgom tako energentov kot tudi ostalih surovin? Sam IT sektor za lastno delovanje ni zelo odvisen od energentov. Naš glavni strošek so plače zaposlenih. Rešitve, ki jih pa delamo, pa seveda pomagajo drugim, ki so bolj odvisni, recimo mobility, električni avtomobili. Tu igra IT sektor pomembno vlogo. Zelo pomembno vlogo je odigral v zadnjih 2 letih, ko je bilo treba najti način, da ljudje od doma delajo, brez Zooma, Teamsov, tehnologij. Hvala Bogu smo uspeli šolo držati po konci par mesecev tu v Sloveniji, drugače pa ne bi šlo. Ja, zagotovo torej področje, ki ima številne rešitve, tudi za te čudne čase, v katerih živimo in delamo. Kaj so še taki glavni izzivi za naprej na vašem področju? Mislim, da najti nek dober kompromis, dela od doma, dela v službi, ne zgolj za IT zaposlene, za vse, ki to lahko, bo precej, recimo, olajšal življenje marsikomu. Kot sem rekel, nekako se znamo znajti tudi, če ne moremo potovati, ampak preslej mislim, da bi bilo koristno, če tudi v živo srečamo naše stranke, oziroma če se naši zaposleni bolj pogosto v živo srečajo. In včasih tudi v tem duhu je težko spet priti nazaj v pisarno, tudi za zaposlene.
Ja, pri nas je bilo treba malo jih spodbuditi, da pridejo, in imamo super pisarne, dovolj prostora, da se ne gužvajo in da je varno. In veliko delamo, da se zaposleni dobro počutijo. No, letos imamo res zelo raznolike dobitnike tega lepega priznanja. Kaj bi takole rekli ostalim, na taka spodbudna misel za konec? Jaz bi rekel, veliko stvari se je spremenilo v zadnjem času. In te spremembe, na njih lahko gledamo ali kot na problem, ali pa kot na nek izziv za neko izboljšavo oziroma za neko novo priložnost. In to, če na tak način gledamo, se mi zdi tudi bolj pozitiven in da bo lažje. In če to pride strani nekoga, ki dela na področju IT-ja, kjer so rešitve zelo pomembne, da hitro pridejo. To še kako velja potem. Ja, je res. Kompleksne rešitve je treba znati na pravi način upeljati, da tudi ljudje, ki niso top strokovnjaki, to razumejo. Hvala lepa in še enkrat čestitke za lepo nagrado. Hvala.